Lepo zdrav in dobrodošli v epizodi številka 21 Areninega podcasta AS Podcast. Bliža se rokometno svetovno prvenstvo, vstopili smo v leto 2025, v katerem vam mimogrede želimo seveda veliko zdravja in pa uspeha na vseh področjih. Ti dve želji pa pošiljamo tudi slovenski moški rokometni reprezentanci, ki jo torej čaka nastop na rokometnem mundialu. Temu primerno je danes tudi naše omizje, sama rokometna smetana izbrana na enem mestu. Z nami pa so nihče drug kot Jure Dolenec, Luka Žvižej in Branko Tamše. Pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. Pozdrav. V tole torkovo jutro smo se zbudili z žalostno novico, mimo katere enostavno ne moremo iti. V 85. letu starosti nas je zapustil Tone Turnšek, predsednik rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, tistih zlatih časih celjskega rokometa. Vsi ste ga na nek način poznali, sam sem imel takrat nekje 13-14 let. Edino, kar se spomnim, je to, da ko sem videl ta obraz, sem vedel, da je to gospod iz rokometa. In tako me je zgodba vezala na Celje Pivovarna Laško. Vi ste bili nekoliko bliže. Luka, bil je tvoj šef, mogoče kakšna zgodbica? Vemo, da je bil velik gospod. Še kakšna zgodbica, ki potrjuje, ki daje dodaten dokaz temu? Ja, to naj bil res, bom kar rekel, ata celjskega rokometa. Brez njega verjetno oziroma sigurno celjski klub ne bi imel takih uspehov. Je pa bil to, kar je Tone rekel, to je veljal in tu nisi rabo podpisati nobenega papirja. Branko, tudi ti si imel eno soočenje, eno zgodbico z njim. Ja, res je, rad bi dejal, da vsekakor gospod Turnšek bil človek z veliko začetnico, ne samo v športu, tudi v gospodarstvu. Pa ni bil samo v rokometu, pomagal je celotnemu slovenskemu športu, kar je sedaj zelo redko. Ja, ko sem bil sam trener Celja, ko je bil tudi Luka igralec, smo v 3 dneh premagali Kiel zunaj in pa Kielce doma in moram reči, da zelo presenetljivo, ampak zelo velika gesta. Dobil sem telegram od gospoda Turnška, da v njegovih časih ki so bili največji, se pa ni zgodilo, da bi Celje v parih dneh premagalo 2 velikana. Tako da to mi bo ostalo vsekakor zavedno v spominu. Jure, vidva sodelovala, nista nikoli, si pa mi zaupal na kavi, preden smo se usedli na tale naš kavč, da ni dosti manjkalo, kaj ne? Ja, to je bilo že v tistih zadnjih letih, ko je bil še v celjskem klubu. Mislim, da sem bil star na 18 let. Sem že sedel v pisarni, vse smo se dogovorili, ampak so bile takrat neke druge težave z ostalimi pogodbami, tako da se nažalost ni zgodilo. Imam pa mogoče podobne izkušnje, kot si prej rekel, ne, od nekdaj, odkar sem prve rokometne tekme gledal Celje v Ligi prvakov. Se ga spomnim kot gospoda, ki je nekako vodil to vse skupaj in sigurno nam bo vsem ostal v zelo lepem spominu, tistim, ki so delali z njemu še toliko bolj, ki tudi vejo, kaj vse je dejansko dal slovenskemu rokometu, ne samo rokometu v Celju. Očeve, torej še en velikan in na tem mestu seveda strani Arene Sport Slovenija, strani verjamem vseh nas, iskreno sožalje svojcem in Tone, počivajte v miru. Jure Dolenec, počasi se bomo preselili tistemu, zaradi česar smo se danes zbrali. Kapetan v mirovanju, nekdanji kapetan, kakšna situacija, Jure? Nekdanji. Kapetan je zdaj Blaž Janc, ne? Tako da se pridružujem tej skupini nekdanjih, se jih je kar nekaj že. Ne verjamem. Če bo reprezentanca še potrebovala tvojo pomoč in bo zavrtela tvojo številko, boš preskočil ali? To je težko vprašanje, ne? Dejansko sem zdaj še zmeram na listi, pa prav veliko drugih ni, ne? Tako da, če je bilo samo od mene odvisno, najbrž ne. Sem že odigral zadnjo tekmo, kdaj je bilo, avgusta, proti Španiji. Ampak je pa tako, da na tistem seznamu 35 hokeja prav veliko levičarjev ni. Zdaj, če se reprezentanci gre za neke resne stvari in ne vem, se eden ali pa 2 poškodujeta, najbrž ne bo igral z desničarjem, ne vem, v polfinalu, ampak trenutno nisem niti pripravljen za to. Jaz sem imel prvič po 15 letih počitnice v zimskih mesecih in sem jih maksimalno izkoristil, tako da mislim, da je bolj, da do tega ne pride, pa ne ker te igrajo, ko so tam. Bom pa te takoj vrgel v vodo, če bomo takaj potrebovali v vlogi kakega so komentatorja, če Luka in Branko ne bo ta mogla.
Jaz Nam pa se le oglasi. Moram zdaj trenirati v klubu, tako da spet ne bom imel Ja, časa. v penziji še nisi, to ne smemo. Ja, Zadnjič je rekel naš Tine, poslal si me v penzijo. Tako da, ja, usodava je danes združila najboljšega strelca in nekdanjega najboljšega strelca reprezentance. Je bilo kaj zbadanja na ta račun, Jure, ti si prehitev Luko? Ne, saj navijo za mene, ker jaz na tisti tekmi sploh nisem imel namena igrati, pa me je v bistvu še on pošiljal na penale, ker mislim, da sem prve dva falil. Ja. Tako da ja, mi je še malo pomagal. Ne. Rekel si, ko smo enkrat govorila, Luka, privoščim Đurotu, slej ko prej se bo zgodilo. Ja, sigurno, da se bo prej ko slej zgodil, tudi tako je rekel na tekmi, že ni hotel več iti po seko Jure, pet strelat, lej, nikoli ne veš, kdaj bo še priložnost izkoristil zdaj in je pol po dveh poskusih, še mislim, odbita žoga, mislim, da je bila, je pol dal gol, no, ampak na tisti tekmi je v bistvu izenačil rekord, pa na naslednji je pa podaljšal oziroma povečal, pa mislim, da zdaj za ene 6, 7, 8, ne vem točno, nekaj takega. Nekaj časa bo zdaj na prestolu, včeraj sva z našim Mitijo gledala 200 golov, mislim, da manjka nekje v Lahu in Blažu Jancu, tako da kar nekaj časa boš To pa užival. mislim, da ima več manjka kot 200. Tako na hitro sva začunala, ne me držati za Obema besedo, skupaj za jezik. mogoče. Ja, možno, ne vem. Veževajo. Ne, Blaž Janc bo sigurno enkrat postal rekorder, če bo le igral toliko let, mislim, da ima več kot 400 zadetkov v tem trenutku in samo upajmo, da bo presegel, ker to pomeni, da bo še dolg časa dajal dobre partije slovenskemu rokometu. Veže vas več zgodb takšnih in drugačnih, ki se prepletajo med seboj. Nedolgo tega ste, to sem uspel vedeti, celo nastopili v isti ekipi na slovesu Gorada Škofa in Barbare Lazovič. Tudi Branko je bojda igral. Vprašanje za Branka, bolijo kaj gležni, kolena? Je bilo kaj muskul fibra? Gležni pa kolena so v redu, hvala dragemu Bogu, ampak so pa rebra utrpela poškodbo. Se veste, glava hoče, telo ne da več in jaz sem enostavno res po 17 letih zopet odigral 16 minut rokometa, točno sem gledal na semafor in to je bil moj last dance, kar se tiče rokometa. Še enkrat bi rad povedal, da nažalost, oziroma tako je, rokomet se za rekreacijo ne da igrati. Lahko igramo košarko, nogomet, odbojko, rokomet pa zelo težko oziroma skoraj da nemogoče. Tudi če si bil aktivni igralec rokometa. Kako je odplesal ta last dance? V redu je bil, tudi na ogrevanju je bil kar zagret. Dobro smo se ogrela, ker smo bila, v bistvu smo se vrnala v 97. v Tallinnu, Estonijo, oziroma še pol kasneje, ko smo bila v paru, ko smo se ogrevala V reprezentanci. v reprezentanci, takrat kadetski, ne. Ampak ja, v redu je bil, pač mi smo dali svoj maksimum. Verjamem, da je Juri to bilo malo hecen, ker pač je mogel igrati v Lero, mi smo bili na full, ampak tako je rekel Branko, to več ne gre, rokomet res ne moreš zdaj to igrati. Pred blokom. Tak, ja, pred blokom ali pa ne vem, rekreacija, ker na prazen gol 6 metrov še gre, ne, da pa kjer iz 9 udaril kak projektil, pa da je še kak golman tam, razen Diko, oziroma Kozlina. Pa to ne gre, no, tako da. Je v bistvu, kako bi rekel, bolj nek hec kot kaj druga, vse gre malo bolj počas, tako da tudi tisti starejši kamermani pol lažje spremljajo to tekmo, ne dogaja se tako hiter, ko se pa dogaja zdaj, bomo rekli, v tem modernem rokometu. Je bil pa en zelo lep ambient in lepo slovo Barbare Lazovič in pa Gorazda Škofa in mislim, da se vsi strinjamo, da ste si to zaslužila, zato pa ne, zadnji smo tudi sodelovali. No, to si mi ravno snel z jezika, želel sem reči samo, da ste vsi celi, da niste poškodovani in da sta Gorazd in Barbara dobila slovo, ki sta si ga nam vse zadnje zaslužila. Če pridemo počasi v reprezentančni tabor, zbran je v Kopru, v nedeljo je igral v Umagu proti Alžiriji, Slovenija je slavila s 5 zadetki, danes, ker je to ta snemalni dan v torek, igramo v Kopru še s Katarjem. Jure Dolenec, prvič, božično-novoletni prazniki niso z rokometno družino. Kakšen je občutek? Ja, dober. Ne, dejansko prvič sem bil na dopustu v decembru, potem od 24. do jutri v bistvu še doma v Škofji Loki, tako da super. To so neke nove stvari, ki jih v bistvu z družino sploh še nismo doživeli, ker ko sem bil nazadnje prost, otrok še ni bilo. Tako da, ja, se veselim nadaljnjih zim v tem stilu. Dobrodošel v vlogi kaut selektorja, zdaj bomo vsi spremljali oddaleč v tej vlogi. Kakšen je občutek? Kaj pogrešaš?
reprezentanco? V tem trenutku še ne, mogoče pol, ko se bojo začele tekme, ne? Ampak bomo videli, no? Bomo videli. Niti sam ne vem, kako bomo vse skupaj dojemali v tistem trenutku. Naš Mitja Hozjan, naš komentator, je včeraj rekel, zdaj bo tudi Jure ne Zorman, ampak Sofman. Kao selektor. Olimpijske igre, če se samo dotaknemo, ne bom preveč, vsakič, ko jih omenim, vem, da gre za zgodovinski uspeh, ampak boli in bolelo bo verjetno vas posebej, pa tudi nas, ki smo to spremljali. Mi smo bili ponosni, tudi vidva sta bila zraven, vi skrušeni, razočarani. Nekaj časa je minilo. Kako danes gledate na Pariz? Predvsem vidva, ki ste bila zraven. Ja, saj smo tudi mi ponosni. Jaz sem se že takrat zavedal, da smo naredili en dober rezultat, vrhunski. Realno Slovenija vedno, odkar sem jaz v reprezentanci, vsaj spada nekje med 5. do 10. mesto na svetu. Enkrat smo bližji 5., drugič 10. In vsakič, ko pridemo v polfinale, sploh pa še na takem dogodku, kot je Olimpijada, je to super rezultat. Tako da, je pa vedno, mislim, jaz sem bil 4-krat v polfinalu, medaljo imam samo eno. In ko jo ne osvojiš, ko si ravno ti ta 4., seveda boli in boli še kar nekaj časa, ampak na Olimpijadi je vse skupaj še malo hujš. Ampak po drugi strani pa, a bi bilo bolj, če bi bili 8., jaz mislim, da ne. Tako da treba tudi živeti naprej s to bolečino, konec se zavedati, da smo dali vsi vse od sebe, da smo naredili, kar smo lahko, in igravci, strokovni štab, vsi, in kaj ne moramo nič za nazaj spremeniti, kot pri ostalih stvarih v življenju. Ampak ravno te olimpijske igre so nam dale dodatno potrditev, da je reprezentanca kakovostna, da je pripravljena tudi za tiste največje uspehe in tu je nova priložnost. Ja, mislim, mi smo šli na olimpijado, želeli smo si prijeti v polfinale, to je bil naš nek tihi, bom rekel, cilj ali pa bolj želja, no, kot cilj. Prišli smo do tega, tako je Jure rekel, pač na koncu nam ni uspel, tu bo ostal ta grenek priokus, ampak vseeno, naredili v bistvu največji rezultat, kar se olimpijade tiče, v rokometu, in seveda na to smo ponosni. Normalno, da boli, zato ker smo bili blizu, pa tudi vemo, na kak način nismo prišli do medalje oziroma do višje uvrstitve, ampak vseeno pa postavili na nek način letvico zelo visok in evo, pred vrati je novo svetovno prvenstvo, kjer se igra zelo blizu v Zagrebu in z našimi navijači, ki nas, bom rekel, spremljajo redno na teh velikih tekmovanjih, bodo imeli priložnost, da skupaj z njimi zopet naredimo en lep rezultat in vsi bomo v bistvu navijali za to, da se ponovi še mogoče eno polfinale. Branko, malce sem vrgel oko na stavnice. Kljub uspehu na olimpijskih igrah, da smo bili 4., nam ne dajo posebnih možnosti za neko zares tisto visoko vrstitev. Danska na prvem mestu, Francija, Švedska, Norveška, Španija, Hrvaška, Nemčija in potem na 9. mestu Islandija in Slovenija z istim koeficientom. Imaš občutek, da nas še naprej podcenjujejo, da menijo, da smo bili muha enodnevnica, nam to godi, nam je pravzaprav vseeno? Ja, potem, kar si sedaj dejal, bi rekel, da so vsekakor malce pocenili, bom rekel, znanje in pa kvaliteto slovenske reprezentance, ampak to so stavnice. Po mojem mnenju in želim si v prvi vrsti, da bi potihoma prišel in pa odšel, bom rekel, v legendo. Jure zaigral v 5. polfinalu in se ukitil z drugo medaljo v slovenski reprezentanci in potem nekako zaključil. To je moja velika želja, verjamem, da je tudi tiha želja vseh, ki so v rokometni reprezentanci Slovenije. Po drugi strani pa tale lestvica, ki si jo napovedal, nekako v neki meri lahko drži. Jaz pa sam mislim, da kot sem že rekel za Slovenijo, tudi Nemčijo pričakujem više in pa še kakšnega kandidata, kajti po mojem mnenju je ta svetovni vrh nekje 10 reprezentanc, potem pa bomo videli tokom celotnega prvenstva razne poškodbe, dnevne forme, gledalci, publika, sodniki, preveč faktorjev, da bi lahko že danes nekako potegnili črto. Takole bo, ne vem, Danci prvi, Francozi drugi, Hrvati tretji in tako naprej. O teh ciljih oziroma o teh končnih razvrstitvah bomo ugibali, bolje rečeno, na koncu. Kakšen pristop se vam zdi, da bi morali obrati naših južnih sosedov, mi in niko daleko, torej mi pa dolgo nobeden, ali moramo ostati skromni, majhni in pošteni, ker to smo mi? Agropop.
Ne, mi smo vedno najbolj funkcionirali, ko smo se enostavno v glavo dali samo naslednjega nasprotnika, ko nismo nič kaj veliko razmišljali, kaj lahko dosežemo na tem tekmovanju, do kje lahko gremo, ampak samo pač vsako naslednjo tekmo spoštuješ nasprotnika, verjameš, da ga lahko premagaš in to je to. Smo konec koncev, se pravim, jaz sem bil 4-krat v polfinalu in vedno je kar nekaj časa trajalo, da smo to ponovili, ne? Ni bilo nikoli 2-krat zapored ali pa vedno smo imeli nek padec po tem, ne? In tudi zaradi tega mogoče, ker smo preveč poleteli, mislim, da to ni način razmišljanja za nas. Pa konec koncev tudi naši južni sosedje niso več skozi vrhu, tako da mogoče tudi za njih ne v tem trenutku. Lahko je bilo tako razmišljati, ko so igrali, ne vem, Balič, Metličič, Palackovič, ne? Ker so dejansko tudi bili najboljši. Tako da Jasno, spoznala sta vidva z Luko do dobra Uroša Zormana. Ugibam, da bo tudi tako na tem svetovnem prvenstvu, da bo Uroš zadržal letvico na skromnosti. Ja, mislim, tu v zadnjem času smo pač se je to pokazalo kot prava pot in tako Juri rekel, to je edino pravilno. Mi lahko imamo svoje neke tihe želje, cilje, v katerih na teh zadnjih prvenstvih nismo na glas govorili, res smo šli iz tekme v tekmo in sprot videli, kaj se da narediti, dati vse od sebe in pa to, kar je rekel, to mislim, da je tudi najbolj pomembno, da verjameš v prvi vrsti v vase in da verjameš, da lahko premagaš vsakega, s tem pa tudi, da se zavedaš, da lahko zgubiš z vsakim. Zdaj se bo malo hecno slišali, če rečemo, da lahko v teh 10 vsakega premaga, ne? Če pogledamo zadnja prvenstva oziroma olimpijade, so več ali manj iste ekipe na teh prvih 3-4 mestih, ampak dejansko se je pokazalo na turnirju, da lahko premagaš vsakega, lahko pa tudi z vsakim zgubiš. Tako da, skupino imamo, bom jaz rekel, po mojem mnenju, dobro, kjer si lahko pridobimo te točke, ki so bo potrebne pol za prehod naprej, ampak kar se pa tiče reprezentance, njihovega razmišljanja, je pa samo tista naslednja tekma oziroma nasprotnik pomemben. Mi pa lahko delamo kalkulacije, lahko si pomagamo s temi lestvicami, ki si jih ti najdo, smo pametni, ampak oni so tisti, ki igrajo in oni morajo imeti fokus za tisto sam naslednjo tekmo, ki jih čaka. Omenil si skupine, 8 jih je, s po 4 reprezentancami, 3 gredo dalje. Naša skupina, v kateri so Zelenortski otoki, Kuba in pa Islandija, se križa s Hrvaško, Egiptom, verjamemo, da Bahrajnom ali Argentino. V tej skupini potem 6 gresta 2 naprej v četrtfinale. Nekako se takole ob pogledu na tele reprezentance zdi, da bomo z Islandijo v prvem delu in pa v drugem s Hrvaško in Egiptom bili boj za tisti prvi 2 mesti in morebitno vrstitev med 8. Se strinjamo verjetno na te točki, ne? Ja, sigurno. Ja, v teoretičnem smislu oziroma sedaj le preko teorije vsekakor te reprezentance, s tem, da tako kot sta že Jure in Luka tudi dejala, treba je pa sigurno z vsakim iti maksimalno in jaz tudi upam, da bodo skozi razpored, ki ga slovenska reprezentanca ima, znali nekako tempirati tudi samo formu na samem mestu, kar pa je po mojem mnenju velikega pomena bližina svetovnega prvenstva, se pravi sosednja Hrvaška. Jaz verjamem, da bodo igralci in pa strokovni štab z svojimi igrami iz tekme v tekmo bolj polnili Zagrebško areno. Vemo, da je zelo velika, 16 000 gledalcev lahko sprejme in da bo lepo obarvana v belo, modro, rdeče barve slovenske zastave in da bo to dodaten veter v jadra slovenske reprezentance in pa seveda, da bojo potem znali na tem valu, ki bo nekako se valil iz Slovenije v Zagreb, tudi nekako pluti in pripluti tam, ko si vsi skupaj želimo. To bodo seveda dodatna pomoč naši reprezentanci iz tribun, igramo skoraj da doma. Zanima me, kdo je od teh omenjenih reprezentanc, naših največjih konkurentov, za vrtitev v tisto knockout fazo izločilne boje, najtežji nasprotnik. Islandija, Egipt, Hrvaška. Kdo je najbolj neugoden, kdo nam ne leži? Nimam občutka, da kdorkoli od teh reprezentanc bi nam res ne bi ležal. Ne? Mogoče, če bi zdaj bili neki Danci, bi se drugače pogovarjali Francozi. Islandci so brez Magnusona, brez Kristensona, za mene 2 najboljša desna beka, ki jih imajo. Ne? Tudi Egipčani imajo določene probleme, ne bo igral Eldera, ne bo
mislim, da ni Mohava, ne, iz francoske lige, ki bo sicer v tem trenutku drugi desni zunanji, ampak bi bil. Tako da imajo tudi druge reprezentance, imajo določene težave. Hrvati so doma, ampak to prinaša tudi velik pritisk, ne, in glede na njihove zadnje rezultate ni nujno, ni samoumevno, da bojo kar v četrtfinalu, vsaj jaz tako vidim stvari. Mislim, da imamo lepe možnosti. Če igralcev se pri nas ni veliko zamenjali, tisti, ki so zdravi, super rezultat poleti, dobili so obe tekme v kvalifikacijah, to pomeni, lahko so optimistični, pozitivno razpoloženi, to, kar ste že omenjali, ne, vsi Zagreb, takoj za mejo, v bistvu v prvem delu ni Hrvatov tam, tako da bi v bistvu dvorana mogla biti naša, ne, in če se bo tako zgodilo, jaz mislim, da smo mi favoriti, ne, vsaj mislim proti Islandcem, pa da imamo pol tudi lepe možnosti v drugem delu. Ne. Kaj pravita vidva, verjetno tista klišejska pride tu zelo prav, moramo spoštovati vsakega, bati pa se ne smemo nobenega. Ja, s tem se strinjam, ampak tudi to, ko je Jure rekel, jaz mislim, da lahko mi vseeno rečemo, da smo tu v tej skupini favoriti. Je pa res, da se s temi stvarmi, ki so izven igrišča, ne smemo obremenjevati, ne smemo si dajati še dodatnega pritiska, kar se tega tiče. Ekipa, tako je Jure rekel, se ni fejs spremenila, ne? Tudi nekateri poškodovani so se vrnili, res, da nekateri več niso v ekipi, ampak vseeno mislim, da je najbolj pomembno, da vsi stanejo zdravi, da tu ne bomo imeli kakih težav in da pač odigrajo to, kar znajo, tisto svoje. Mislim, da je v tej skupini kvaliteta na naši strani, so tu še Islandci, ampak tudi oni imajo kar velike kadrovske težave, tako da jaz mislim, da če bomo rekli, da smo favoriti v tej skupini, da ne bomo kaj fejst mimbrcnali. Branko, se strinjaš? Absolutno, mislim, da sta povedala praktično vse. Res je, da mogoče Egipt nekako surova moč, ampak mislim, da bi to, oziroma verjamem, da bo Slovenija z neko hitrostjo, z kombinatoriko, ki smo jo že videli lahko na zadnjih tekmovanjih, to uspela rešiti v svojo korist. Potem Hrvati, ki imajo enormno željo, da po x letih, po desetletju zopet zaigrajo v finalu, ampak do tja je še zelo, zelo daleč za hrvaško reprezentanco, bojo res pod enormnim pritiskom in ne bo jim lahko. Poznam zadeve, kako funkcionirajo na Hrvaškem in vem, da jim že sedaj ni lahko. Kaj šele njihovem selektorju, ki je sicer Islandec, ampak je že začutil, bom rekel, v narekovajih ta balkanski pritisk, ki ga na Islandiji oziroma ni. In ravno to je pa lahko prednost morda islandske reprezentance, ki igra vse skozi v nekem svojem ritmu in upam, da Slovenija ne bo padla v ta islandski ritem in potem mislim, da so lahko vse te reprezentance oziroma so premagljive, po drugi strani pa so lahko tudi zelo neugodne, tako da dobro si dejal oziroma sta tudi Jure in Luka povedala, te 4 reprezentance nekako vidimo vsi skupaj v boju za 2 mesta v četrtfinalu. Tam ob Egiptu in Hrvaški pride zraven potem Bahrajn ali Argentina. Koga pričakujemo tu z Bahrajnom? Jure, imamo izkušnje? Ja, ne vem, tam so se pokazali kar težek tekmec, ne, na tistih kvalifikacijah, ampak tudi Argentina. Ne vem zdaj, v kakšni ekipi je Argentina. Niti nisem prepričan, če moj prijatelj še igra ali ne. Tako da, ja, pol bi skoraj dal prednost Bahrajnu, ne. Če ni, mislim, da sem tudi prebral pred kratkim, da so še brez prvega desnega zunanjega Argentinci, tako da bi dal skoraj prednost Bahrajnu. Kaj da pravita? Strinjata? Ja, se bomo strinjali, s tem, kar je Jure rekel. Ampak to so ekipe, v bistvu, ki znajo mešati štrene takrat, ko najmanj treba. Tudi Bahrajn, ko smo z njimi igrali, so bili fejst neugodni, ne. Je pa res, da v takih tekmah je vse odvisno od tebe, ne pa od teh ekip. Ja. Bahrajn je ekipa, ki nekako, bom rekel, verjetno je bolj nevarna na začetku prvenstva. Se pravi, po mojem mnenju, bolj ko se bo nekako tekmovanje zapletlo, bi lahko Bahrajnci morda malce padli. Ampak Bahrajnci so, mislim, da 2-krat izločili Katarce iz kvalifikacij za razna prvenstva in pa, če se ne motim, je njihov selektor tudi Islandec. Tako da imajo ta pridih že kar nekaj let, imajo svojo energijo, ki jo imajo, ampak vseeno, jaz srčno upam, te cilje, ki verjamem, da jih reprezentanca ima, da jih bojo
nekako pokazali in da z vsem spoštovanjem do vseh reprezentanc, ki so na prvenstvu, Slovenija ima le takšen rating, predvsem pa znanje in pa kvaliteto in pa uigranost, ki mora priti na plano proti takšnim reprezentancem. Včeraj smo bili na medijskem dnevu, torej ponedeljek v Kopru, družili smo se z našimi fanti, poskrbeli za kar nekaj intervjujev, tudi igri, s katerimi bomo dodatno obarvali seveda naše prenose. Pa če se ostavimo najprej v naši skupini, govoril sem Domno Makucem, igramo s Kubo in z Zelenortskimi otoki. Kuba je kar precejšnja neznanka, za Zelenortske otoke je Domen dejal, to je portugalska kolonija, to so Portugalci. Kdo pravzaprav so naši nasprotniki, če odmislimo seveda Islandijo? Ja, Kubo res slabš poznamo. Mislim, da je en igralec v Vardarju. Mislim, da poznam še v Logronju, v Bidasoji, da igra po eden, ampak to niti niso glavni igralci teh ekip. Ne vem, res ne vem. Po drugi strani pa lahko pripeljejo 8 igralcev iz Kube, ki jih nismo nikoli videli, pa bo mogoče potem še ostalo v Evropi. Nikoli se ne ve pri njih. Jaz vam takole predstavil, Kubanci, veliki, močni fantje. Ja, najboljši Kubanci igrajo za druge reprezentance, za Katar, za Portugalsko. Ne vem, bomo videli. Zelenortski otoki pa poznam Semerota, ki zdaj igra sicer za klub v Kuvajtu, igra v Leonu, v Benfiki, fizično močen, eksploziven, levi, zunanji, srednji. En zelo dober je bil tudi v Sportingu, zdaj igra v Franciji, v Istru, mislim, se piše Araujo. Dva močna pivota, en igra zdaj v Franciji, tudi en je še vedno na Portugalskem. Tako da sigurno fizično kar dobro izgledajo, eksplozivni. Zdaj še vedno je to, govorimo o 4 igralcih, ne? Mi imamo kvaliteto na vseh položajih in to ne samo po enega, tako da mislim, da smo boljši, ampak so pa to tekme, kjer ne smeš podcenjevati nasprotnika, sigurno. Podcenjevanja vsekakor verjetno ne bo to vidva najbolj vesta strani selektorja, z njim ste preživela veliko časa. Kako gledate na tale žreb? Dobro, vem, gre za svetovno prvenstvo, lahkih nasprotnikov ni, ampak najprej Zelenortski otoki, Kuba, Islandija, potem Egipt, Hrvaška, močnejša nasprotnika, pa tam Bahrajn, Argentina. Jaz sem malce že pokukal naprej, v četrtfinalu potem Nizozemska, Madžarska, Avstrija ali pa Francija. Ne moremo reči, da je lahek, ampak zdi se, vsaj meni, ugoden žreb. Skandinavci pridejo šele v morebitnem polfinalu, tudi Nemci, ki nam ne ležijo, pa Španci, s katerimi nimamo dobrih izkušenj. Se tudi vam zdi tako? Ja, Alen, ti si že zelo daleč, se pravi, si že v četrtfinalu. Mi pa igramo tekmo po tekmo. Zajec je pa še v gozdu. Tako da težko je, se pravi, v tem trenutku že mi seveda lahko razpredamo kako in kaj. Sem bo včeraj prebral eno novico, ki je dobra za rokomet, mogoče ne toliko za slovensko reprezentanco, če do tega pride, da bosta Dika Mem in pa Prandi nared za francosko reprezentanco, kar je sigurno en velik plus za francosko reprezentanco. Tako da Francozi, če bojo takšni postavi, bojo zopet eden od glavnih favoritov, po mojem mnenju tudi, če ne bi bila ta dva igralca, ki sta zelo pomembna, bojo vsi vsekakor, Francozi so Francozi, kakorkoli. Ampak šel si res zelo daleč, tako da, kot je Luka rekel, nismo niti še v Zagrebu. Ja, mi radi malo včasih pogledamo naprej in ravno to je moje naslednje vprašanje. Fantje v reprezentanci slišijo, berejo te stvari. Igramo v Zagrebu, to je praktično doma, igramo tam vse do polfinala, gremo samo v tekmo za 3. mesto ali pa v veliki finale v Oslo. Kako menite, da Uroš Zorman skrbi, da fantom misli ne uhajajo predaleč tako kot Alenu? Kakšne posebne prijeme mogoče? Mislim, berejo verjetno te mlajši. Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, da ko sem prišel v reprezentanco, sem seveda vse prebral. Branko se mogoče spomni, ko smo bili še v Velenju, sem zjutraj prišel na kavo, pred treningom sem najprej ekipo od prve do zadnje črke, praktično vse športe. Kasneje pa nisem bral več ničesar, niti poslušal, mislim, da to lahko na koncu samo škoduje. Mediji vedno napihujejo stvari, ne? Ali si bolj dober, kot misliš, da si, ali si pa bolj slab, kot dejansko si. Tako da igralcu to ne koristi. Ne vem, s koncov imajo tam en kup igralcev, ki so vsem zelo izkušeni na reprezentančnem nivoju in je treba to mlajši tudi nekako naučiti, da so te stvari nepomembne, da se malo ogradiš od tega. Tako da
Sicer sem pa jaz vedno imel vse skalkulirano, ne, to mi pa ne rabi noben novinar povedati. Ne. Jaz sem vse točno vedel vnaprej, koga je treba premagati, kdo more koga, ampak mogoče ni treba, da se v tem v ekipi ne vem, koliko pogovarja, ampak je bolj važna neka koncentracija na naslednjega nasprotnika. To vem, da si skalkuliran, ker mi je enkrat zaupal Luka na enem od Media Dayov od prejšnjih prvenstv, ko smo te čakali, da prideš na dogovorjen termin, pa je bila ura, ne bom pozabil, 9:28, Dolenice je naročeno ob 9:30, pa pride Luka pa reče, koga pa čakate, pa pravimo mi Dolenca, da ne bo zamudil, je rekel, ni šans, Đuro je Francoz, on bo prišel 9:30, zdravo, zagotovo in res je bilo tako. Ti to dala Francija, Jure? Ne, pa se jaz mislim, da nikoli nisem zamujal. Je pa res, da zdaj, ko sem bil starejši, sem začel tudi prej hoditi na treninge in tako naprej, ker imaš ogromen dela s svojim telesom, ampak prej, ko sem bil pomlajši, pa pač minuto prej. Ja, lahko potrdim. Ja, ampak zamudil pa nisem. Ne, se ni, Đuro ni nikoli zamudil, ampak je vedno bil, da rečemo, v picanju je bil tam, ne, se pravi, če bi se slučajno, pa se ni zgodil tudi v teh zadnjih letih, odkar sem jaz bil kot trener v reprezentanci oziroma pomočnik, no, ni nikoli zamujal. Vedno je bilo, če si slučajno videl, da so že vsi, pa si takole pogledal na uro, si rekel, se pride, brez skrbi, nismo rabili gledati. In ko je sto pogor, je bilo točno, ne. Bolj to postane že malo vražoverje. Jaz sem včasih, vedno sem mogel prijeti, sploh odhodna tekma, zadnje minute. Ni mi bilo važno, da zadnji, ampak da ne sedim na busu še 5 minut. In sem znal biti tudi zrihtan na posli, takole, še malo čakaš, 3 minute do pa dole, ne prej, ker igravci smo malo čudni, ne športniki nasplošno. Kaj neka stvar funkcionira, ponavljaš, pa tudi če je najbolj neumna na svetu. Ne. No, včeraj, ko smo bili na medijskem dnevu, se je ena taka situacija zgodila, prišla je prema Klemna Ferlina, pa je rekel ekonom Domnu Makucu, vzami in dej Ferlutu, pa je rekel, ne bom, ker bom kaznovan. In ko je ekonom odšel stran, smo vprašali, zakaj je Domen kaznovan, in rekel, zdaj smo uvedli pravilnik, da če kdo pozabi kako so opreme, da je zato kaznovan, da mora plačati kazen. In če mu jo jaz prinesem, tudi če hočem samo dobro, kazen plačam tudi jaz. Skratka, uvedli so pravilnik za red in disciplino. V vajnih časih to ni bilo potrebno, ker ste bili vsi disciplinirani, ali se tega niste spomnili? Mi smo imeli en čas, pol je to zaradi drugih problemov ni bilo več. Mi smo, ker težko od nekoga, nekomu reči, da ne ti da denar, če ga ne dobi. Ampak, pa smo tam, je rekel Branko. Ne bomo se zdaj spuščali v to, ampak imeli smo to kar en čas, en pravilnik v ambulanti, v tej fiziosobi in vse mogoče je bilo, ne vem, od tega, da je, če si bil igralec tekme, si, ne vem, plačal 50 evrov. Če si bil igralec tekme? Ja, do, ne vem, raznih zamud, pozabljanja, tako naprej. In tam se je kar nabrali, to smo imeli pol za neko zabavo na koncu prvenstva, kadarkoli že ta konec prišel. Kasneje je bilo več denarja smo nabrali, pa še bolj veselo je bilo, tako da. Ja, ampak smo res to s časom nehali. Kdo je bil največji zamudnik, kdo je moral položiti največ denarja na reprezentančni račun oziroma v skupno blagajnico? Mislim, da to ni težko. Mislim, jaz malo ven iz garderobe v tej smislu. Jaz si mislim, Ti si misliš, da bi bila bil, ne? Mislim, da ti veš. Ja, po moje, ne. Kdo? Ne, včeraj je ena situacija isto bila. Je pa še v reprezentanci. Kdo misliš, da bi bilo? Ajde. Jaz se rečem Miha Zarabec. Ne, je pa za dva Miha Zarabca verjetno. Čeprav Miha Zarabec tudi verjetno visok na tej lestvici. Dobro, tudi je. Ker glih včeraj se je to zgodilo. Ker glih včeraj je to bilo malo zamudo, kako minutko dve, pa je nekdo od reprezentantov šel mimo, pa je rekel Aljaž Močnik, Zaro malo zamuja, pa je šel pa rekel klasika. Počela je to eno anegdoto, ki sicer ni povedana s slovensko reprezentanco, je pa z bivšim hrvaškim reprezentantom Ivanom Čupičem, ki sem ga tudi sam treniral v Velenju. Takrat sem bil še pomočnik trenerja in smo isto imeli kazni in je Ivan Čupič enostavno meni kot blagajniku takratnemu pomočniku trenerja prinesel kar 1000 evrov in rekel, povej mi, ko bom vse popucal, da prinesem novo. In mislim, da je bil to tak signal za takratnega trenerja Ivica Oberovana, da je šla pena iz ušes. Se pravi, on je namirno delal kazni, da je, mislim, da je lahko plačal. Upornik brez razloga. Če se počasi vrnemo v našo reprezentanco, da ne zaplujemo predaleč. Pogrešali bomo
Jureta Dolenca in Dejana Bombača, ampak se zdi, da imamo adekvatne zamenjave. Tu na desni strani Cehte, koga še imamo desno? Kljuna, na sredini je tu zdaj Mitja Janc, pa Ovniček, pa Domen Makuc, pa Miha Zarabec, levo je Aleks Flah, Borut Mačkovšek, zdi se, da Nik Henigman, zdi se, da smo nekako pokriti. Ja, bomo videli, da bo na koncu sploh šel, ne? Ker vsi od njih ne morejo biti v postavi. Tako da, že če imamo s tem težave, pomeni, da bomo kar dobro ekipo. Ne? Tako da, jaz že mislim, no? S tem, da smo pozabili še Blaža Janca, ne? Ko bo po mojem mnenju na koncu mogoče v napadu preživel največ časa na tej poziciji. Ja, absolutno. Vidva bo to verjetno bolj vedela, ker sta bila do nedavnega znotraj tega. Jaz pa sam kot zunanji opazovalec mislim, da bo Blaž Janc kar večino, bom rekel, časa preigral na desnem zunanjem položaju. Si pa iskreno želim, da tudi Nec Cehte in pa Tadej Kljun, če bo na prvenstvu, da data svoj doprinos, kajti samo z eno postavo bo zelo težko skozi celoten turnir. To je še eden od onih faktorjev, ki mora biti sestavljen tako, kot je treba, če si želimo narediti velike stvari. Mislim, ja, se za Nejca ni že leta in leta, zdaj daje svoje, ne, v obrambi ima tako nos največji del na tej poziciji, v napadu je tudi velikrat opravil svoj posel, to bile tudi tekme, kjer je igral več od mene, konec takrat, ker Janca ni bilo, mislim, da je bilo to v Nemčiji zdaj, ne. Tako da ima izkušnje, mislim, za njega me sploh ni strah, pač Kljun bo pa prvič dobil priložnost, ne, sej konec koncev, po moje je to najboljši možni trenutek, ne, ker je po nekem dobrem rezultatu vse pozitivno, veliko bo Slovencev, skupina ni pretežka, tako kot smo se prej pogovarjali, jaz se ne spomnim, da bi imel kdaj tako lepo pot, ne, na papirju, tako da idealno za neke debitante tudi, ne, in jaz mislim, da je tudi on sposoben pokazati, da si zasluži igrati na tem nivoju. Iz seznama 20 bo selektor črtal še 2, ne bomo seveda ugibali koga, ker je to vedno nehvaležno, mi seveda privoščimo vsem, vsi bi radi pomagali, nas pripeljali do vrhunskega rezultata, to da pomemben bo prav vsak, 18 jih potuje, če sem včeraj prav razumel Aljaža Močnika, potem znotraj celotnega svetovnega prvenstva selektor lahko pravi še 5 zamenjav z tistega širšega seznama 35 in pomembna bosta tudi tista 2, ki bosta odpadla in ostala doma. Ja, ti igravci, ki so ponovadi ostali doma, se je vedno zgodilo vsaj na teh zadnjih prvenstvih, da se je vedno kdo priključil, da so se pač dogajale stvari, ki je pač bila potrebna menjava, ali so to bile poškodbe, ali kakšna bolezen, ali karkoli. Tako da, ta, ki bo ta ostala doma, ne ostaneta doma, pa se na njih ne računa, ne. Bo ta sigurno del te ekipe, zna pa se še zgoditi, da še kdo, ki ni bil sedaj na pripravah, se priključi, ampak želimo si, da ne, da ostanejo ti in da bo pač Zorman imel res težko delo, da bo na koncu on tisti, ki se bo mogel odločiti, kdo ne bo potoval ta trenutek v Zagreb, da ne bo že kaj vmes se zgodil, pa da se bo seznam sam naredil. Dejali so nam, proti Alžiriji smo kar precej igrali na krilna položaja, to, kar ni bila ravno praksa v tem zadnjem obdobju. Pričakujete kako spremembo znotraj samega sistema, znotraj same igre, zdaj, ko ni Jureta Dolenca, Dejana Bombača, ali vendarle ne? A si to hotel reči, da on preveč šutira? Ne, pa sistem je Urošov, tako da igrali mislim, so pa verjetno igralci z drugim kvalitetom, ampak pravim, tukaj ste zamenjali 2 igralca plus Gaber, ne, zdaj malo pozabljamo. Če govorimo o napadu, ok, 2 beka, Pivoc seveda se pozna na igri, ampak ne vem, bo igral več recimo Makuc, bo več igral Nejc, kot smo rekli, mogoče Kljun, ker je super za prihodnost slovenskega rokometa, tudi mislim, da so fantje sposobni. V obrambi se bo Gaber definitivno poznal, ne. To pa je težko v katerikoli reprezentanci poiskati podobno kvaliteto, pa da ti lahko igra na položaju 2 do 5. Tako da jaz mislim, da je to največji minus, če bi se mene vprašali glede na olimpijske igre, ampak njega smo že prej mogli prepričevati, da je še vedno hodil, tako da že to je super, da je bil z nam do konca v Lilu.
Ja, vse ostalo pa jaz mislim, da bo ostal sistem tak, kot je. Ne. Saj nima smisla, da se menja nekaj, kar dejansko kaže napredek iz prvenstva v prvenstvo. Pa tudi ta tekma, jaz mislim, da ni zdaj to, da smo mi igrali na krila. Tekma je bila zaprtega tipa, tako da niti ne vemo, kako je to vse potekalo. Ponavadi iz svojih lastnih izkušenj, če so krila devali veliko golov, ni bilo zato, ker so žoge prikajale na krilo, ampak ker je bilo dosti pol konter oziroma konter. Tako da jaz mislim, da je v tej tekmi, glede na to, da je bilo, mislim, da 37-32, da je tu bila obramba tista, ki je na koncu prevagala, pa da so tu izkoristili pač krilni igralci kontro. Tako da. Se pa je že tudi zgodilo, da na krilu, ko si se tudi po 40 minut ne dotakne žoge. Da, Ali pa celo tekmo. Ali pa tudi celo tekmo, ampak ne verjamem, da se pa zdaj sistem spremenil, zdaj verjetno je to bil potek tekem. In če sklepam zdaj iz tega, jaz samo upam, da je Ferlin ostal v taki formi, ko je zaključil prejšnjo leto, ko se je prestavil. Meni se zdi, da s prestopom v Kielce, da je tudi on v bistvu, bomo rekli, zaživel, prerodil se je, in ko sem ga videl na posnetkih, se mi zdelo, da je to nek drug Ferlin, ki je bil v preteklosti, in jaz samo upam, da bo to zdaj prenesel sem in da bo tudi tukaj v slovenskem dresu kazal to formo, ki jo je pokazal zdaj v Kielcah v teh zadnjih tekmah. Ja, ko sem ga vprašal včeraj v intervjuju ob tem prestopu v Kielce, če meni, da si ga je zaslužil s predstavami v klubskem ali reprezentančnem dresu, je kot izstopa iz strelil, ni dvoma v reprezentančnem dresu. To je posledica vseh teh uspehov v zadnjem času, kaj ne? Ja, mislim, uspehov in njegovih dobrih obramb, ker res je bil dober na zadnjih prvenstvih. Ne, je pa res, da je bil v reprezentanci v zadnjem času, bomo rekli, tisti pravi Ferlin, ki je bil zadovoljen, v klubu pa pač ni bilo tistega pravega zadovoljstva in to se mu je v bistvu najbolj poznalo. Moramo vedeti, da tudi eno prvenstvo je spustil, mislim, da Poljsko takrat ni šel na svetovno prvenstvo. In da je zdaj, bomo rekli, tako je sam rekel, reprezentancem je dalo, ne, sam se je v bistvu naredil, pokazal tudi na olimpijadi in ja, si je zaslužil v bistvu ta prestop, kjer mu je dal dodatno energijo, dodatno neko zadovoljstvo, in ko vidiš ti Ferlina nasmejan, kako vidiš, da dviguje publiko po dobri obrambi, pa veš, da je to to. Ja, selektor bo zares imel težko delo, koga prečrtati iz tega seznama. Na eni strani sladke skrbi, ker ima samo kvaliteto, na drugi pa grenke, ker nekoga pač mora pustiti doma. Novi kapetan reprezentance je Blaž Janc. Jure, te štab kaj vpraša, oziroma je to praksa, da se vpraša kapetana, koga ti vidiš kot tvojega naslednika, daš ti kako besedo, koga predlagaš ali ne? Ne, ampak se je bil že v bistvu prej nekje od leta 2022 pomočnik, tako da mislim, da se ga je že pripravljal na to vlogo, ne, da so imeli nekako to vsi v mislih. Jaz tudi mislim, da je to prav, ne, da so ga dali že zdaj, čeprav bi mogoče kdo, tukaj vmes je še kar nekaj starejših fantov, kot sem Mačkovšek, Zarabec, konec koncev Ferlinu, kjer sem zdaj govoril, čeprav on ni bil vedno zraven. Zato, ker bo dejansko to lahko trajalo neko obdobje. Blaž, če bo ustrajal, lahko odigra še 2 olimpijska ciklusa. Ne, in mislim, da je to pravilno, da imamo kapetana za dolg časa, da se tudi nekako med igralci vzpostavi neka kemija, neki odnosi, ker on je na koncu na vrh te piramide in mora vse to skupaj voditi in da bo to funkcioniralo dolg časa. Ne samo, da je to za leto 2 in potem spet na novo. Tako da mislim, da je pravilna odločitev, tudi kar Blaža poznam, konec koncev je tudi v Barceloni en izmed 4 kapetanov in mislim, da ima vse za to, da to vlogo dobro upravlja. Luka, bil si pomočnik Urošu Zormanu, spremljate tudi pomočnike verjetno te stvari, ne samo na igrišču, ampak izven igrišča. Kdo je rojeni vodja, kdo lahko ima tak status, tako vlogo? V bistvu ta status se vidi, no, oziroma si ga igralec sam naredi, pač njegova vloga v ekipi. Je pa res, da ko enkrat prevzameš kapetansko vlogo, to ni več isto, to je dodatna neka odgovornost, ti si tisti ta glavni, ti si desna roka trenerja, pač moraš imeti stvari pod kontrolo, oziroma tudi igralci ti morajo konec koncev zaupati in jaz mislim, da ima Blaž vse te stvari, da bomo rekli, handlo to normalno, tudi v zadnjem času, če Đurota ni bilo, je on prevzel, zdaj na zadnji tekmi recimo bil celo, je tudi
Lesjak prevzel to vlogo, ampak mislim, da zdaj ne poznam točno, kdo je še med, bomo rekli, temi pomočniki, ampak to se bo znotraj ekipe dogovorili. V glavnem oni si morajo to poštima, da bo stvar funkcionirala in da bo... Mislim, da je Alex pomočnik, ne? Če sem možno, tako, da možno. dejansko je to v prihodnost, ker bo ta oba dva še kar nekaj let pred sabo, ne? No, pol je tak dobitna kombinacija, je pa seveda še, so ostali tu ti starejši, bolj izkušeni oziroma izkušenejši še zraven, ker pomagajo in verjamem, da tu ni nobenih problemov in da bojo skupaj oziroma si naredili tak štimung, da bo to prav in da tudi garderoba funkcionira tako more, ker pol bo vse lažje. Branko, rečemo za kapetana, da je desna roka trenerja. Ne bom rekel, kaj to pomeni, ampak kakšne informacije trener z njim deli, ki jih s prestankom moštva recimo ne? Ja, čisto odvisno po mojem. Jaz zdaj to verjetno, kar se tiče reprezentance, Jure je prvi naslov, ki lahko to pove, kakšne so relacije v reprezentanci. Jaz sam kot trener lahko povem, recimo, ko je bil Luka kapetan Celja, pod mojim vodstvom je najina komunikacija bila zelo enostavna in velikokrat, oziroma zelo velikokrat je Luka rekel, če sem jaz prišel s kakšnim vprašanjem, Luka, kako bomo ne skrbi, za vse bom jaz poskrbel, kar se tega tiče garderobe, insajderskih stvari. In mislim, da tako prav in moram reči, da je to delovalo zelo, zelo dobro, ne samo v Celju, ampak tudi v drugih klubih, kjer sem sodeloval. Rad bi se pa vrnil, če se lahko, na Blaža Janca, ki je kot zelo mlad prišel v Celje, odšel doma, zaživel sam, se zelo dobro in pa zelo hitro učil od vseh teh igralcev, tako v reprezentanci in v klubu. V reprezentancu je prišel že tudi zelo hitro za svojo kvaliteto, ki jo je imel in jo ima. In moram reči, da je v teh letih, ki jih je sedaj že kar nekaj tudi v reprezentanci, se priučil oziroma naučil vseh teh stvari, ki so mu jih dali, bom rekel, izkušenejši, zrelejši igralci. In Janc, kot ena zelo zrela oseba, čeprav je še relativno mlad, človek, ki si je relativno mlad ustvaril družino, ima vse predispozicije za to mesto, se pravi kapetana, po mojem mnenju, ker vem, kakšen je tudi zunaj igrišča, kako deluje, kako funkcionira in mislim, da je popolnoma prava izbira. Kljub vsem ostalim igralcem, ki si tudi verjetno marsikdo od njih zasluži to vlogo, je stroka oziroma strokovni štab ali sam selektor oziroma igralci, ker na nekaterih reprezentancah tudi igralci imajo anketo in zberejo selektorja. Recimo jaz tega v klubih nisem počel, poznam pa najenega bivšega selektorja, ki nam je dal razne ankete v mlajših selekcijah in potem smo pisali, kdo s kom v sobi, s kom se najbolje družiš, s katerimi 6 igralci bi najbolj igral, kdo je kapetan, kdo je pomočnik, s kom ne bi igral. Take stvari, ki pa mislim, da sam jaz osebno jih ne preferiram. Tudi videli smo recimo na olimpijskih igrah ob tistem porazu ob vseh razočaranih, na smrt razočaranih igralcih, se mi je on najbolj vtisnil v spomin, nikoli ga nisem videl tako jokati kot otroka, pokazal je na nek način, koliko mu je zares do tega reprezentančnega dresa, to smo Jure mi govorili že neštetokrat, to ni denar, da se ti odzoveš, da prideš nazaj domov v Slovenijo, ne samo, da vidiš svojo družino, ampak da igraš za reprezentanco, vsa ta leta, vse te zbore, to enostavno moraš imeti, imaš ali pa nimaš. Ja, pri nas zagotovo ni denar, ne? Nekje druge tudi je, ne? Ampak ja, moraš imeti željo, mora ti to nekaj pomeniti, včasih tudi več kot mogoče tvoja preostala karijera, kljub temu, da te tam plačajo, ne? Da prideš igrati poškodovan, da tvegaš tudi kakšno stvar, mogoče kazen, konec koncev od kluba. Ker zdaj se pogovarjamo, da imamo nek širok kader, ampak ko gremo malo izven tega kadra, ni več veliko, smo kar tukaj, ne? Mogoče še par igralcev in v Sloveniji se vsak se nam pozna, ne? Vsaka poškodba. In če nimaš igralcev, ki so se res pripravljeni odreči marsičemu, da bojo igrali za ta dres, hitro pridemo v probleme. In pač z reprezentančno kariero sem spoznal zelo različne igralce, karakterje, tako naprej, igralce, ki jim je to več pomenilo, ki jim je to manj. In to je še recimo še ena vloga kapetana, ne? Da nekako tudi tiste, ki mogoče bi v tistem trenutku najraje ostali doma, motiviraš, da pridejo, ne? Ker
marsikdo reče, ja se če noče, naj pa doma ostane, sam ni lih tako, ne, se na koncu, ko bo enkrat tam, bo dajal 100%, ne, samo, če ga pa ne bomo imeli pa igralca, ki je mogoče 20% slabši, tako da imamo kar nekaj dela tudi znotraj ekipe v Sloveniji, ki ga mogoče drugi nimajo, večji, bogatejši in tako naprej, ampak mislim vsi, ki so v tem, se s tem nekako spoprijemamo že od začetka in smo navajeni. Branko je vmes, Jure, ko si govoril pri Šepnju, Luki, suho grlo, da ne pijeta, so to novoletne zaobljube ali Heineken nič je še vedno. Branko je jaz sem dejansko na postu, ne, ker sem imel zdaj hude počitnice in grem nazaj v klub in imam še ene 5 ur, ko sem samo na vodi, ker sem vzel 48 ur, čist samo voda, pa črna kava, tako da bom zdržal zdaj še, ne vem, koliko je zdaj že ura, mislim, da imam še ene 5 ur, ne, tako da bo šlo. Ne. Luka pa lahko, če hoče, lahko še mojega. Ne, pa tudi mislim, jaz sem tudi malo, bom rekel, na pauzi, kar se tega tiče. Vse je 0-0. Ja, vse v redu, vse ni nobenega problema. Če že, pol rajta prav, kako pa 0-0, ne. Jaz sem Branko tak gledal, on bi pa ne bi, pa sta dva pripravljena zraven, pa kako bo to zdaj izgledalo. Sem že jaz naredil 3 požirke. Ja, za 0-0 se sigurno ne bom prekršil. Sem na slabem glasu, pa res, suho grlo. Pa če bo še rabo koga, da skupaj spijemo, se bom jaz tudi požrtoval. Ni težavo vodo na teret. To je res. Je rekel, da ni najboljšega stanja zdravstvenega, ampak za podcast, pa za rokomet, pa spol noge. Predvsem pa za areno. Spol noge. Kako je že rekel enkrat ten zdravnik, od poškodb priznam samo zlom noge. Kako je že bilo? Doktor Rudi? To pa ne vem, te jaz ne poznam, jaz poznam drugo. Veliko drugih. Veliko drugih. Katera je ta druga? Kar deli z nami. Stavi ledi, pi čaj. Stavi ledi, pi čaj. Vrnimo se na svetovno prvenstvo in ga potem gremo počasi proti zaključku. Omenili smo že vse do polfinala morebitnega, da ne bo Alen predaleč. Smo v Zagrebu, pričakujemo invazijo Slovencev, Slovenk. Katere tekme si bomo gledali tam vse v živo? Dobro, koliko bo službenega, bodo povedali odgovorni, ampak takole. Kaj bomo šli pogledati? Jure, ti si tako dol v Našicah? Ja, ne, jaz sem zdaj najprej na pripravah Makarska, pa potem turniru Poreč, tako da prve 2 tekme sigurno ne. Upam, da Islandija. Potem drugi del bom pa videl, ker dejansko še nimam plana. Če sem v Našicah, bom sigurno še prišel. Nimam spet toliko deleč. Ne. Še priložnost, da vidim mogoče družino, ne, da se najdemo nekje na pol poti. Ampak ja, mislim Islandijo pa si res želim gledati, vem, da tudi oba sinova, upam, da bom imel čas. Glede na to, kakšen je plan, mislim, da bom na tej tekmi. No. Mi upamo, da bomo službeno tam prisotni, kaj ne? Ja, koliko imam jaz informacije od Lukata, prve 3 tekme sigurno spremljamo, verjetno tu. Za naprej bomo pa videli, ne. Gremo mi raj tekmo po tekmo, pa bomo sprot določali, kje bomo spremljali. Spremljali bomo po vsakem primeru. Hočeš reči, da ne bomo prišli čez prvo grupo? 6 tekamo pa sigurno. V to ne dvomim, ampak v to ne dvomim, ampak dajmo. Jaz sem rekel, kar se gledane tiče, še ne vemo. Spremljamo po vsakem primeru. Nisem želel jaz izdati, ker naš šef Luka Štucin tole gleda. Pisarna levo je, če bo kaj narobe, Luka, ti si povedal na glas. Ti si izdal. Ti si izdal, ti boš kriv. Ti si hotel zdaj sforsirati, da se gre še Islandijo. Vsaj. Sem vrgel kost. Kakšne se vam zdijo cene? Tisto, kar verjetno najbolj zanima slovenske navijače, navijačice. Tekmovalni dan 60 €, celotni prvi del skupinski 95, jasno v dnevu sta všteti obe tekmi naše skupine. Dostopne, normalne, ali je to drago? Povem, glede na to, da nisem za rokometne tekme nikoli kar tekmoval, niti ne poznam cen, ampak mislim, da če so to te cene za 3 tekmovalne dni, se pravi 2 tekmi na dan, mislim, da je to čisto v redu. Lahko še enkrat ponoviš. Za en dan? Tekmovalni dan je 60 €, se pravi 2 tekmi. Če pa se odločiš za nakup celotnega prvega dela, se pravi vseh 3 tekmovalnih dnevov, vseh tekem v naši skupini, 95 €. Jaz mislim, da je 95 zelo ugodno. 60 za gledati Zelenovrtski otoki, Islandija pa Slovenija, Kuba je pa mogoče veliko. To je moje mnenje. Odvisno tudi ta cena, kje so karte, ne? Zdaj, če si nekje na vrhu. Ker moramo vedeti, da razen zadnjega dneva je nekih hudih tekem, ki jih ljudje komi čakajo, v tej skupini ni. Tako da to je mogoče 60, vseeno malo veliko za en dan. Pomembno, kje sediš, si rekel, Luka, jaz še nisem bil v Zagrebški areni.
lahko dobi tudi sedež, da se ne vidi nič? Dajmo mi drugače to ne, reči. to ne. Dajmo mi raje drugače reči za te naše navijače, kar so fejst ugodne. Kupte za 95 Za evrov. 95, da so Za vse ziher, da tri. mi nafilamo areno, pa da bomo res ta 7. igralec oziroma 8. igralec naše reprezentance in da bo čim več jih v Zagrebu spremljali, navijali, spodbujali, za naprej bomo pa že Se mogoče tudi uredili cene karte. kar to spodbujajo, ne? Da bi dejansko se kupili paket vseh 3 tekem. Ja, absolutno, Jure, ampak jaz tudi mislim, da če bi takšne cene bile na Danskem in Norveškem, kjer tudi poteka svetovno prvenstvo, bi bile zelo ugodne. Ja, seveda. Sedaj pa, ko so v naši bližini, pa smo že malce zastrigli z ušesi, ampak enostavno treba je šport podpreti, treba je rokomet podpreti, treba je podpreti slovensko reprezentanco in vse ostale pogledati in jaz mislim, da pravi navijači oziroma navijači, ki si želijo rokometa, vem, da jih je veliko v Sloveniji in pa seveda navijačice bodo vsekakor prisotne v Zagrebu. Kljub temu, recimo, kar je morda še neka olajševalna okoliščina, da lahko vsak navijač pride na tekmo, se vrne domov in gre normalno v svojo službo. To je zelo pomemben faktor. Moramo seveda povedati, svetovno prvenstvo, nismo povedali, se začne v torek 14. januarja, traja vse do 2. februarja, poteka v Zagrebu oziroma na Hrvaškem, Norveškem in Danskem. Mi igramo 16. z Zelenordskimi otoki, 18. s Kubo, 20. z Islandijo, potem pa verjamemo ta drugi del, kar se stopnic tiče, seveda več na spletni strani Rokometne zveze Slovenije. Kdo so vaši favoriti, kdo bo razočaral, presenetil, komu gredo medalje za zaključek tega podcasta? Kalkulator Jure, dober Nostradamus, napoveduje vse mogoče igre, igra od nogometa do košarke, rokometa, sestavlja ekipe in je zelo uspešen. Jure, izvoli besede. To je najtežje tekmovanje za napovedati. Ne. Vedno je ta, mislim, odkar sem jaz v tem, je vedno to prvenstvo po olimpijadi polno presenečen. Tukaj se zgodi, da izpade Danska v skupinskem delu, da to, ker pride v neke menjave generacij v neki ekipi, tudi na Danskem konec mislim, da se zaključila Hansen in Landina, ne. Zdaj bomo videli, kaj bo to dejansko Še pomenilo. močnejši so prišli, se mi zdi. Mogoče, ja. Sej oni tako ali tako vsak let izstrelijo še 5 igralcev, ampak ja, za mene je prvi favorit Danska. Kljub temu, tako kot sem rekel, lahko na koncu izpade takoj. Če bi mogel dati na drugo mesto, nekoga bi dal v Francijo. Pa si pa že tak na listi od Pol smo pa ekipe od 3 do 10. To je pa to, kot sem prej rekel, ne, se pa lahko zgodi karkoli. Sigurno tudi Slovenija definitivno spada tudi v ta krog, ne, če me to sprašuješ, ampak ja, težko bi zbral tretjega. Ne. Sigurno pa nočem zdaj reči Slovenija, da bom fantom nalagal nek pritisk, definitivno ne. Tako da bom pustil to 3. mesto prazno. Ja. Jaz tu nekako vsi jih pozabljajo, ne pozabljajo, ampak ne govori se o njih, imajo pa zelo kvalitetno ekipo, so Nemci, po mojem mnenju. In mislim, da je tudi Alfred Gislason nekako povezal niti in bi lahko bilo morda to prvenstvo njihovo v smislu, da lahko prijejo zelo daleč. Mogoče celo do konca. Čeprav Jure je rekel, in jaz se tu popolnoma strinjam, tudi zame so na papirju prvi favoriti in pa po kvaliteti, ki jo imajo Danci, kljub upokojitvi določenim igralcem, prišli so še boljši igralci z več energije, ki so na začetku svoje poti in verjamem, da lahko pridejo z tem sistemom, ki ga imajo, ki ga Nikola Jakobsen goji že x let do konca, ampak prvenstva so ravno zato, da se tudi dogajajo določena presenečenja in jaz močno upam, da bo med temi najbolj pozitivnimi presenečenji tudi Slovenija, čeprav Jure govori, ne nalagamo jim pritiska, to ni nalaganje pritiska, še enkrat se nisem rekel, tako kot Jure tudi ni dejal, Slovenija bo v finalu, mi si vsi skupaj tega močno želimo, so pa tu tudi domačini, ki si preklemansko želijo priti v polfinale in nažalost upam, da se motim, ampak do sedaj je bilo tako, da domačini, kajti skupine so, oziroma države so 3, kjer se igra, so nekako morda malce, oziroma so preferirani vsaj v teh delih in jih malce tudi potisnejo, oziroma imajo zagon, če dobro igrajo. To se je malo zgubilo v zadnjih letih. Hvala Bogu. Ker je super, ne? Hvala ker Bogu. če pogledamo te zadnja prvenstva,
Poljaki niso bili, Ja. Egipčani niso bili. Se Takrat pravi- smo bili vsi prepričani, da bo Egipt v polfinalu, Ja, ja. ampak tudi niso bili. Konec koncev Madžari na svojem domačem so izpadli iz prve skupine. Res je, kar je bilo zelo veliko Tako presenečenje. da ja, se dogaja. Hrvati na svojem zadnjem tudi niso bili. Mislim, da so se kle stvari malo normalizirali. Trendi se menjajo, kar je zelo dobro. No. Kar je dobro samo dobro za rokomet, Ja, ker ja. vsi vemo, zakaj so prej vedno bili v polfinalu. Ne. Absolutno. Čeprav, ko pravimo domačinom, se piska malo drugače, če direktno povemo, bi lahko zdaj za to prvenstvo še ohranili to nekako, pa bi potem sodnikom kdo povedal, mi smo skoraj domačini, cela ta tribuna, pa še pol une gor, Pozabil to so si vse naši. skor. Skoraj domačin. Pa pustimo res neke primere, ker z njimi nimamo Ampak dobrih je, izkušenj. publika seveda, tudi publika To pa je, lahko ki ustvarja vpliva pritisk na- na seveda, sodnika ja. in vpliva. Sej nobenemu ni lahko, če se In tudi, da jim 8 pritisk tisoč ljudi na navijače, dere. da pridejo. Tako je, tudi ljudje so lahko zelo pomemben delček tega So. potencialnega uspeha. A ne? Sam pridejo, da naj bo čim več, naj bo dvorana polna, da se vidi, kot da igramo v Sloveniji. Ne? To bo sigurno fantom pomagalo, ne samo pri sodniških odločitvah, ampak pri vsem. Ne? Bom še jaz razdelil medalje, če smem, ko sem že daleč, pa tudi kalkuliram, 2. februarja sem že jaz Prosim. v velikem finalu. Lahko čujemo. Svetovni prvaki Danci, srebrni, torej podprvaki Francozi, Kako se bodo križali, se ne bodo skrižali, kje je prej. bronasti, pa to sem tak daleč. Menda so na Toliko naši dobro strani nisem- Francozi. toliko dobro nisem bil v matematiki. Bronasta pa bo Slovenija, pa naj ne bo kot pritisk fantom, ampak enostavno verjamem, da ko pravi, da šport rokomet vzame, pa potem da je Pariz vzel in da bo Se to zdaj je samo Oslo ponovil, dal. ker smo mi dva rekla. Ale, še eno Samo da mi vprašanje. dva nisva hotela Slovenija reči. Za tebe, ki si že napovedal, vem, da vidiš v prihodnost, to se je pokazalo že, z Juretom ali brez? Zdaj po tem današnjem pogovoru bi dejal z Juretom brez tega, da je na igrišču, ampak v kakšni drugi vlogi, ko bo končal, ne ga še v penzijo pošiljati. Jure še ni šel. Sem ga v penzijo, jaz sem se rekel, če bo se ukitil. A ja, če se bo kitil, Koliko se dobi teh medalj, če dobimo? Bo kakšna ostala za Luko? Ne, on, Ne, če ne, on če igral bo prišel za če tretje bo mesto prišel. igrati, ne. Moje A vprašanje je, če bo ja, fizično to nisem prišel. razumel, prosti. Evo, vse, kar naj pove. Ja, ne more on Slovenija sam pride. vedeti. Prosim, če se ne Jaz sem tebe vprašal. če se ne pogovarjamo o teh stvarih, ker imamo Jaz sem že tebe tako na mojem vprašal. mestu enega igralca, ki ni veliko akcij zdržal, če realno povem. No, v bistvu tokrat Ne zdrži. klič, ampak jaz sem njega vprašal, Nostradamusa, kaj. Ja, ne bomo se o tem pogovarjali. Ne bo tako, kot je prej Luka rekel, ne uro še zbiramo tem fanti in mi navijamo doma in to je to. Jaz sem šel samo v to Pa ne temo, vzamem ker je- medalje, pa je to. Ja, tudi Pa bomo ne vsi vzamem zadovoljni. medalje. Ker je on napovedal, pa Vsi sem bomo sprašal. zelo veseli. Ja, če se ve prav. vse. Ne ga preveč, kome smo ga dobili, zdaj ne bo človek več hotel priti sem, ni šans, kaj so na tej areni naredili z mene. Sploh pa rabimo vsaj 14 dni, da se prepravim. Skratka, verjamemo v našo reprezentanco, želimo ji veliko rezultatskega uspeha, da ostanejo zdravi. Kličemo seveda k podpori v Zagrebu, tisti, ki ne bodo mogli, ki imajo pravičen razlog, vse bo na areni Sport, tipka številka 2 na daljincu ne obstaja, ne dela, niti ne poizkušajte. Prišli pa smo do konca našega današnjega druženja, ker je vsega lepega enkrat konec. Branko Tamše, Luka Žvižej, Jure Dolenec, bilo mi je izjemno čast in veselje biti takole z vami za kozarčkom Heinekena 0:0. Hvala lepa za danes in nasvidenje ter naslišanje do prihodnič. Hvala. Hvala našemu voditelju Alenu Hodžiču. Sem želel povedati, ker sem spet pozabil na začetku. Z vami sem bil tudi Alen Hodžič, hvala lepa, ker ste se družili z Areninim podcastom. Spremljajte nas še naprej in uživajte.